50 let območno-obrtne podjetniške zbornice Celje. V zdravstvenem domu Celje odprli novi ambulanti družinske medicine. V petek zadnja premiera v Slovenskem ljudskem gledališču Celje v letošnji sezoni. Slovenske košarkarice z močnim celjskim pridihom začenjajo priprave na evropsko prvenstvo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Območno-obrtna podjetniška zbornica Celje letos praznuje 50 let delovanja. V ta namen so danes pripravili novinarsko konferenco, na kateri so opisali do sedaj prehojeno pot, svoj jubilej pa so obeležili tudi z razstavo z naslovom Obrt na znamkah. Na njej je razstavljena tudi osebna znamka jubilejne celjske podjetniške zbornice. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje deluje že vse od leta 1969, ko je v Celju nastalo obrtno združenje na pobudo 156 obrtnic in obrtnikov. In tako je v tem času zbornica doživela mnogo sprememb, a ohranila svoje poslanstvo. Naša območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, je podporna inštitucija podjetništva, ki deluje na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Naša osnovna naloga je povezovanje in združevanje podjetnikov, obrtnikov in pa seveda tudi strokovna podpora njim. Vsakodnevno se pravzaprav trudimo, da poskušamo zanje izboriti čim boljše poslovno okolje, da se lahko oni posvečajo svojim upravljanju svoje dejavnosti in pa seveda, da imajo na tej poti čim manj administrativnih ovir in pa čim več strokovne pomoči. V zadnjih 50 letih ali pa v zadnjih letih moram reči, da obrtna zbornica Celje, kakor krovna organizacija, je pridobila ogromno veljavi. Od tistih začetkov seveda, ko obrt ni bila spoštovana, bila je nekako zanemarjena in potisnjena na rob, smo danes upoštevanja vreden partner, tako pri socialnih, kakor tudi pri ostalih gospodarskih zadevah. Vlada nas podpira, resorna ministrstva, na katere gravitiramo, nas upoštevajo, seveda pa ne v toliki meri, kakor bi obrtniki in podjetniki hoteli in pa kakor zahtevamo. Vsako leto na svojem kongresu oziroma forumu predstavimo svoje zahteve, ki pa nažalost še vedno niso toliko upoštevane, kolikor bi mi tudi hoteli. Seveda je pa tu vedno kompromis in vsako leto se posebej pogovarjamo, vsako leto imamo določene obljube z posameznih ministrstev, nekatere se upoštevajo, nekatere pa mogoče se nikoli ne bodo, ampak takšno je pa življenje. V sklopu dogodkov o 50. obletnici delovanja območne obrtno-podjetniške zbornice Celje pa so odprli tudi razstavo Obrt na znamkah, ki bo na ogled v njihovih prostorih ob delovnikih vse do konca maja. Razstava zajema 233 originalnih znamk iz 17 različnih držav Evrope in Amerike. Tematsko so zajete najrazličnejše obrti, od začetkov pa vse do danes. No, poleg znamk pa razstava vključuje še različno slikovno, dokumentarno in ostalo nefilatelistično gradivo. V celjskem zdravstvenem domu so danes pripravili dan odprtih vrat. Ta je namenjen spoznavanju dela te zdravstvene ustanove. Letos so ob dnevu odprtih vrat odprli še 2 povsem novi ambulanti družinske medicine. Dan odprtih vrat je zdaj postal že vsakoletna stalnica zdravstvenega doma Celje in kot opažajo v vodstvu zavoda, vsakič pritegne več obiskovalcev. Danes smo odpravili dan odprtih vrat zato, da pacientom pokažemo, da smo tukaj zaradi njih, da jim pokažemo drugi del dela, kako lahko pridejo tudi zdravi na preventivne preglede, kako spoznajo naše delo, spoznajo naše zaposlene. Predvsem je to pomembno za majhne otroke, danes so najavljeni 4 vrtci, da bodo otroci prišli v zdravstveno dom radi, ker veste, ko si bolan je zelo hudo, ne? Ko pa prideš zdrav, pa vidiš, kako je, da ni nič tako hudega v zdravstvenem domu, je pa to. S tem, da približamo zdravstveni dom našim uporabnikom. Po uvodnem programu so za obiskovalce pripravili nekaj brezplačnih preventivnih storitev. Med drugim meritve krvnega sladkorja in tlaka, nasvete za pravilno umivanje rok in zob, obenem pa tudi prikaz uporabe defibrilatorja, ravnanja z dojenčkom in ogled reševalnega vozila.
Obenem so tudi uradno odprli 2 novi ambulanti. Zelo pomembno odkrito je to, da smo uspeli adaptirati in prenoviti 2 družinske ambulante, tako da boste danes videli potem, kako izgledamo, da dejansko približamo pogoje dela najprej našim uporabnikom, seveda pa tudi našim zaposlenim, da delajo lahko strokovno v primernih prostorih, ki so prijazni vsem. Gradbena dela so stala 130 000 evrov, dodatnih 43 tisočakov so namenili za opremo. Pomenijo zelo lep občutek pri delu s pacienti. Počutimo se bolj sproščeno, lepše se da delati, kar je prilagojeno tako, kot smo si zamislili in smo lahko pri projektiranju teh prostorov sodelovali. Vsekakor so prostornejši, kot so bili prej, tako da smo mi, mislim, da bolj sproščeni pri delu. Tudi pacienti, ko pridajo, so zadovoljni, veseli, povejo, da je to pa zdaj res v plus napredek. Tako da prostornost, svetlost, odprti prostori, to nam da dihati in sproščeni smo vsi bolj. Vsaj to. V sklopu dneva odprtih vrat so pripravili še 2 predavanji o zasvojenosti današnjega časa in o pripravi pacienta na odvzem krvi. Slovensko ljudsko gledališče Celje je pripravilo tiskovno konferenco, na kateri so predstavili zadnjo premiero letošnje sezone. V petek zvečer bodo krstno uprizorili delo sodobnega italijanskega dramatika Emanuela Aldrovandija Alarm. Emanuele Aldrovandi je mlad, večkrat nagrajen italijanski dramatik, rojen leta 1985. V Bologni in Milanu je študiral filozofijo, primerjalno književnost in dramatiko. Leta 2012 je pričel sodelovati z gledališkim centrom Mamimo v rodnem Reggio Emilia in še isto leto prejel nacionalno nagrado Luigi Pirandello za dramo Sreča. Je avtor 10 izvirnih gledaliških del in več kot 10 gledaliških prevodov, adaptacij, dramatizacij in skupinskih dramaturških intervencij. Leta 2013 je prejel najpomembnejšo italijansko nagrado za novo dramatiko in od takrat ga igrajo širom Italije in v tujini, saj so njegove igre prevedene v angleščino, nemščino, francoščino, katalonščino in sedaj tudi v slovenščino, ko je njegove Alarme prevedel Gašper Malej. Drama Alarmi se spušča na občutljivo področje vzpona neofašizma v sodobni Evropi in se kot kapitalizmu imanenten končni stadij zmeraj znova razplamti v času kriz in manipulira z različnimi viri, kot so politika, filozofija, znanost, zgodovina, umetnost in aktualne zadeve. Več o predstavi nam je povedala upravnica celjskega gledališča magistra Tina Kosi. Sodobna drama Alarmi italijanskega dramatika Emanuela Aldrovandija govori o skupini mladih, ki pripravlja teroristični napad na predsednika Evropske unije. Znotraj tega smo seveda želeli opozoriti v našem repertoarju na stvari, ki se dogajajo v Evropi v tem trenutku. Kaj se je zgodilo z državo, ki je temeljila na nekem humanizmu, na človeških vrednotah, da se ta generacija mladih lahko istoveti z novim fašizmom, ki je seveda nekaj drugega, kot je fašizem 30 let prejšnjega stoletja, seveda z vplivom družbenih omrežij, medijev in tako naprej, in kam bo ta svet takšno razmišljanje pripeljalo. Tako da mi si seveda želimo, da bi se vsi zamislili nad sabo, nad našimi potomci, nad celotnim političnim ustrojem Evrope, kako je teh gibanj vedno več, kako so spakirana v neke forme, ki na prvi pogled morda ne delujejo tako nevarno, kot v resnici delujejo. In hkrati pa je seveda predstava dinamična, z neko pop, kulturno, vizualno podobo in tako naprej. In mogoče zaradi tega v prvi fazi ne deluje tako nevarno, kot v resnici je. Jaz mislim, da bi morali vsi prebrati kakšne resne knjige, članke na te teme in ne ksenofobično gledati samo z nekim strahom. Predlagam potovanja, odprte glave, odprto srce, ne bojmo se drug drugega in delajmo nekaj za lepši svet jutri,
za naše potomce, za dobre odnose, za pozitivne energije in tako naprej, kajti se mi zdi, da iz nekega strahu, nerazumevanja in nepoznavanja se dogajajo stvari, kot se pač dogajajo. In da so seveda na eni strani vsake skrajnosti, kot jih lahko danes gledamo po svetu, pa naj si bodo to pač teroristi ISIS-a ali skrajne desnice, kot smo ravno kar videli tudi primere na Novi Zelandiji in tako naprej. Skratka nekaj, čemur bi se vsak normalen človek moral upreti. Drama Alarmi Emanuela Aldrovandija iz leta 2015, ki bo na celjskem poklicnem odru doživela krstno slovensko izvedbo, je bila nominirana za italijansko nagrado Testori. Z njo pa bo svoj profesionalni vstop na gledališke deske zabeležila mlada režiserka Nina Ramšak. V bistvu se pa mi ukvarjajo, je pa nekako glavna stvar reprezentacija fašizma danes in odnos med neko sliko, ki nam z neko historično vednostjo sproža neke asociacije na fašizem in neko sliko nekega popa, kulture, preživljenega prostega časa in praks mladih, ki so izrazito benigne, nepolitične in jih ne bi nikoli na prvi pogled povezal z nečim takim. Tako da v bistvu smo se ukvarjali s tem, kakšno pojavnost lahko fašizem danes zavzema, ki ni najbolj očitna. V predstavi Alarmi nastopajo osebe s simboličnimi imeni. Zmaga, ki jo bo upodobila Maša Grošelj, prihodnost v izvedbi Blaža Dolenca, napad v izvedbi Žive Sedlan, red bo upodobil Aljoša Koltak, vlogo očeta in belolasega Branko Završan, vloge Demokracija, Krt, Psihologinja in Jezus so pripadle Barbari Medvešček, vloge Mnenje, Herostat in Ponci pa Davidu Čehu. Dva izmed njih smo ujeli tudi v našo kamero, ter jo povprašali po njihovih pričakovanjih s predstavo. Pričakovanja, vsaj z moje strani, so, da ljudje, ki bojo šli to gledati, da jim bo dala ta predstava veliko za misliti, da se bojo malo prespraševali v zvezi s svetom in situacijo, ki je zdaj, in da bojo mogoče vse na koncu našli neko upanje oziroma nekaj, kar jim bo dal vedeti, da mogoče pa situacija bo enkrat boljša. To se mi zdi v bistvu nekako najbolj pomembno, ker to je neka stvar, s katero se v bistvu jaz osebno ukvarjam že cel proces te predstave. Se pravi, to upanje na koncu, luč na koncu tunela v bistvu. Pravzaprav pričakovanj ni, zaradi tega, ker je predstava tako precej mejna, se pravi zelo dreza v neko politično aktualnost in tudi, kar se tiče estetike predstave, je tako kar precej tonična in na neki meri tudi agresivna, vse boste videli, zvokovna in tako, pač tudi vsebinska, o čemer govori, tako da pričakovanje ne vem, sigurno pa nihče ne bo šel ven indiferenten. Aktualna, ostra in neizprosna drama Alarmi, ki orisuje podobo Evrope, za katero smo še pred leti mislili, da ni več možna, bo v svojo žarometov na odru celjskega poklicnega gledališča premierno zaživela ta petek, 17. maja ob 19:30 za red premierski in izven. Prva ponovitev pa bo že naslednji dan, v soboto 18. maja, prav tako ob 8. zvečer za sobotni večerni abonma in izven. Naslednji teden pa si po vrsti že sledijo tudi ostali abonmaji. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo v petek na Rogli začela s pripravami na Evropsko prvenstvo, ki se bo konec junija začelo v Srbiji in Latviji. Slovenski selektor, sicer tudi trener celjske Cinkarne, Damir Grgić, je med 15-terico košarkaric, ki bodo začele priprave, uvrstil tudi 3 članice celjskega kluba. Med njimi pa ni kapetanke Larise Ocvirk, ki je udeležbo v reprezentanci odpovedala zaradi osebnih razlogov. Poleg Rogle bodo varovanke trenerja Damirja Grgića trenirale še v Laškem in Zrečah. 3 dni bodo preživele v Ljubljani, na edino gostovanje pa se bodo odpravile v Rigo. Sigurno, da odštevamo, mislim, da vsi pravzaprav komaj čakamo, da se začnejo sama priprava na naše drugo zaporedno evropsko prvenstvo, na katero smo se uvrstili, tako da upam, da bo
da ne bo prevelikih poškodb in pa da bomo pripravljeni dočakali samo evropsko prvenstvo. 15 igralcev bomo vpisali na same priprave, pričakujem, da bomo se dobro odzvali na samih pripravah, mislim, da imamo zelo dober program, da nam je Košarkarska zveza omogočila vse prepotrebno, da se dobro pripravimo in že v petek 17. maja začnemo s prvim ciklusom na Rogli. Med pripravljalnim obdobjem bodo Slovenke odigrale 8 pripravljalnih srečanj. Prvo pripravljalno tekmo bodo Slovenke odigrale že konec meseca maja v Laškem. V prvem junijskem tednu bodo tekme odigrale še v Trbovljah ter se nato sredi meseca ljubiteljem košarke predstavile še v Škofji Loki. Ja, odigrali bomo 8 prijateljskih tekem, od tega bodo 2 v tujini, v Latviji in sicer v zadnjem ciklusu, ena bo zaprtega tipa v Stožicah, da bi se le mogoče privadili, mogoče tudi malo na večjo dvorano, če bomo imeli možnost igrati v Beograjski areni, in pa 5 tekem, ki jih bomo odigrali doma, pred domačim občinstvom, v Laškem 2, in pa v Trbovljah 2 in pa v Škofji Loki 1, in res pričakujem, da nas pridejo mogoče navijači podpreti, pogledati in pa mogoče zaželeti vse dobro na samem evropskem prvenstvu. Do evropskega prvenstva ostaja tako še natanko 43 dni. Tako kot sem rekel, mislim, da smo naredili res kvaliteten program, da bomo dobro pripravljeni, no vsezadnje imamo tudi izkušnje, tako kot iz mlajših evropskih prvenstv, tudi iz zadnjega evropskega prvenstva, ker mislim, da smo igrali dobro košarko in pričakujem tudi sedaj. In kakšni so cilji pred samim prvenstvom? Pa težko je reči, kaj se da narediti, odvisno, vemo, da so turnirska tekmovanja specifična, ve se, kdo je v vlogi favoritov, mi sigurno tja v tem trenutku ne spadamo, veseli nas, da smo na samem turnirju, vendar videli bomo, kaj nam bo ta turnir ponudil, mislim, da je skupina atraktivna, da bodo to lahko občutili tudi navijači, ki nas bodo prišli podpreti v Niš, in jaz upam, da mislim, da bi bili zadovoljni, da tudi če pridemo iz skupine, potem pa vemo, da če se uvrstiš na sklepni del, zaključni del samega evropskega prvenstva, je potem vse mogoče. Že zdaj pa naš tabor jasno in glasno vabi vse privržence košarke, da jih sprva podprejo na pripravljalnih tekmah, zatem tudi na prvenstvu v Nišu. Ja, res vabimo vse navijače košarkarske, da nas pridejo podpreti, in pa tisti, ki imajo možnost, da bodo z nami tudi v Nišu v Srbiji. Jutri bo na Primorskem zmirno do pretežno oblačno in suho. Drugod bo pretežno oblačno, tu in tam bodo občasno še možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V noči na petek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo zapihal južni veter, topleje bo. V soboto dopoldne bo na vzhodu delno jasno, popoldne se bo tudi tam pooblačilo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, te bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Z vremensko napovedjo pa tudi danes zaključujemo dogodke dneva. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.